Tokrat, ta teden imamo pa tematiko dihanje, ki mogoče ni toliko globoka oziroma ni toliko tako, kakor smo imeli prejšnji teden, ampak je ful pomembna. Pa ko boste v bistvu začeli razmišljati o dihanju, boste ugotovili, da ful pomaga tudi pri psihičnem stanju, no. Skratka, z dihanjem ti lahko umiriš svoj živčni sistem dejansko v 1 minuti, v 2 minutah. To jaz dostikrat uporabljam. Bomo naredili čisto na začetku eno dihalno tehniko, meni osebno tako, malo lažjo. Jaz nisem preveč za pranajamo. Pranajama so dihalne tehnike. Jaz nisem preveč zato, ker dihati ne morem. Tako da vam bom pokazala to. Je taka easy, taka lahka, ki jo lahko uporabljate vsak dan, pa tudi na yoga matu. Tako da tudi med jogo boste lahko uporabljali to tehniko. Oziroma uporabljali vedno, saj sem že povedala, Andrej, boš pač zdaj v ženskem spolu. Tako. Lahko se kar usedemo na yoga mat. Če imate kakšne pripomočke, kakor so yoga bloki, ali pa fajn je imeti pri roki kakšen polšter ali pa ne vem, debelo deko, se lahko vedno usedete na to, ker je malo lažje sedeti, no. Tako, čist spet odvisno od človeka, ampak večinoma ljudem to kar paše, se malo usesti na kakšen yoga blok ali pa na kakšno deko. Takole, da nas štopam. Tako da, ja. Skratka, ta prva dihalna tehnika, ki jo bomo naredili, je čisto preprosto. Z vdihom šteješ do 4. Za moment vzgori s polnimi pljuči počakaš, zadržiš ta dih in potem izdihneš in šteješ do 6, torej podaljšujemo izdih. Na koncu s praznimi pljuči spet zadržiš za moment, če gre. Jaz imam probleme s tem, tako da če boste videli po 1, 2, 3 rundah, da vam to ne paše, samo dihaš. Probaš čim bolj podaljšati izdih, kakor gre. 4, 6 je ena taka začetna številka. Jogi grejo tudi do ne vem kam, ampak bomo začeli pri 4 in 6, kar je tudi moja številka trenutno. Tako da, ja, tako. Se lahko kar udobno usedete, kjerkoli, kakorkoli. Lahko zaprete oči, meni vedno paše imeti zaprte oči. Roke počivajo na kolenih, na stegnih, lahko tudi v naročju, če vam tako paše. Hrbet je raven, sedite pokončno. In prvo, kar bomo naredili, je samo, da opazujemo svoj dih. Opazuješ svoj naraven dih. Je globok, mogoče je plitek, dolg, kratki dihi. Torej opazuješ in ne ocenjuješ, ne vrednotiš svojega diha. Z naslednjim vdihom začneš večkrat podaljševati vdih in izdih, poglobiti. In začnemo s to dihalno tehniko. Torej, začnemo vdih, 2, 3, 4, zadržiš in izdih, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Zadržiš. Vdih. 2, 3, 4. Zadržiš. In izdih. 2, 3, 4, 5, 6. In zadržiš. Naprej delate po svojem ritmu, torej 4, štejete 4 z vdihom in 6 z izdihom. Če gre, lahko podaljšate izdih na 8, 10. Ne forsiraš svojega diha, probaš dihati kar se da sproščeno. Dokončaš svoj krog, torej po izdihu in zadržatvi prideš nazaj v svoje normalno dihanje. Super. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo, raztegneš hrbtenico, in izdih, roke navzdol. Super. Še enkrat vdih, roke nad glavo. Nadaljujete to v svojem ritmu, naredite še ene 2-krat, 3-krat. Jaz bom pa še majčkeno nadaljevala o dihu. Torej, dihanje lahko uporabljamo kot pacer, torej za svoj ritem. To pomeni, da svoje gibanje prilagodiš svojemu dihu. Torej, z vdihom narediš recimo tako, kot zdaj, vdih roke gor in z izdihom roke dol. Ne? Potem dih lahko uporabljaš tudi kot fokus, naprimer. In v bistvu z dihanjem se lahko nekako bolj poglobiš, ko ti začnejo uhajati misli in tako naprej. V bistvu lahko dih uporabiš kot svoj fokus, da prideš nazaj v svoje telo. Super. Ko pridete navzdol z rokami, lahko malo se pomigate, date stran yoga blok, če sedite na njem, oziroma polšter, karkoli ste uporabljali, in pridemo na vse 4 in v položaj otroka. Kolena so lahko narazen ali skupaj, odločaš se sama. Tukaj spet prideš nazaj do svojega diha. Torej fokus tukaj usmerjamo v svoj dih. Opazuješ vdih in opazuješ izdih. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nekako v višino svojega obraza, kot ene kobilice. Se bom obrnila naprej, da boste videli, kako mislim. Torej takole. In pri vdihu pridete z glavo in s telesom navzgor in z izdihom z levo ramo do tal. Probate z levo ramo do tal, pogled v desno stran. Vdih
spet z glavo in telesom navzgor in z izdihom desna rama do tal, pogled v levo. Vdih navzgor in lahko nadaljuješ v svojem tempu, torej v tempu svojega diha. Ko pridete obe smeri, ko imate obe strani enakomerni, pridete nazaj navzgor v sredino in spet v položaj otroka. Spet opazite, če se je dih kaj spremenil, če je mogoče bolj globok, bolj plitek. In z vdihom pridemo na vse 4. In začnemo najprej, krožimo z glavo v eno smer. Spet lahko uporabljaš svoj dih, torej vdih do polovice, izdih, dokončaš krog. In zamenjaš smer. In počasi dodajaš svoje ramena, dodajaš svoje boke. Najdeš gibanje, ki trenutno paše tvojemu telesu. Torej, ne rabite delati tako, kot delam jaz. Najboljše je, če zaprete oči in res poslušate svoje telo, kam vas pelje. Lahko uporabljate celotno telo, lahko greste naprej nazaj, lahko pa uporabljate samo en del telesa. Če želite, lahko delate samo cat-cow, torej kravo-mačko, usločiš v drugo smer svoj hrbet, torej najdete svoj ritem in ga, če se le da, sinhronizirate s svojim dihom. Lahko pridete čist naprej z boki, čist nazaj do poze otroka. Torej, vsak gib je pravilen. Pridemo nazaj v sredino, zahakljaš svoje prste na nogah in počasi pridemo v down dog s skrčenimi koleni. Torej, pripelješ boke navzgor, potiskaš ramena stran od ušes, hrbet je raven. Na tej točki še res ni treba kolena stegovati. Lahko pa počasi mečken stegneš vsazga, torej ni treba do konca, levo, desno, torej spet najdeš neko svoje gibanje, oziroma če tvojemu telesu tako paše, ostaneš v down dogu brez premikanja. Super. Počasi probaš čim bolj stegniti svoje noge, svoja kolena, kolikor se da, brez da usločiš svoj hrbet. Super. Pridemo nazaj spet v sredino in se sprehodiš z nogami naprej do začetka blazine. Obvisiš v forward foldu. Lahko primeš svoje komolce z rokami, lahko se zibaš levo-desno. Sprostiš, da ti glava pade navzdol, da gravitacija poteguje tvoje telo navzdol. Raztegujemo hrbtenico, raztegujemo zadnjo ložo nog. Super.
Z naslednjim vdihom počasi skrčiš kolena in se zarolaš navzgor v stoječ položaj. Roke pridejo nad glavo, raztegnemo celotno telo, lahko celo z eno roko in z drugo roko se steguješ navzgor, kakor da bi hotela obirati jabolka. In z izdihom pripelješ roke pred srčni center v samastiti. Najdeš moment, zadihaš, umiriš svoj dih spet v tisto globoko, dolgo dihanje. Če se da, podaljšaš izdih. Če želiš, lahko tukaj uporabiš spet en krog tiste tehnike od začetka. Z vdihom spet roke nad glavo in z izdihom spet prideš v predklon in stopiš nazaj preko vseh štirih v položaj otroka. Z vdihom prideš naprej, se uležeš na trebuh in pripelješ roke majčkeno stran od tvojega telesa, da je malo lažje. In z vdihom pridemo v kobro. Torej pripelješ pogled navzgor, odpreš prsni koš in z izdihom navzdol. Še enkrat vdih navzgor in izdih navzdol. In še zadnjič vdih. In izdih navzdol. Super. Pridemo na vse štiri. Zdaj pa, če želiš, lahko preko down doga, lahko pa preko vseh štirih. Tiste, ki imate probleme mogoče z rameni, mami, ostan kar na vseh štirih. Drugače pa prideš spet v down dog na hitrico. In pripeljemo desno nogo naprej. Tukaj ne bom preveč težila glede tega, tako da lahko stopiš do sredine, pa si pomagaš naprej. Čisto na hitrico vam pa pokažem, mogoče malo, da si olajšate to tehniko stopati naprej. Kar se naredi je, da prideš na špičke, potem pripelješ čim višje hrbet, ramena, čim višje navzgor, stisneš trebušne mišice in pripelješ nogo, koleno navzgor proti prsnemu košu in stopiš naprej. Torej narediš si res en tak prostor tle, da lahko pa stopiš naprej. Super. Levo koleno pride na tla. Počakamo tukaj en vdih in izdih. Lahko prideš z rokami navzgor. Torej z vsakim izdihom v tej pozi recimo lahko sprostiš mišice in prideš z boki malo bolj navzdol. Z vdihom malo raztegneš in izdih spet navzdol. Super. Z rokami pridemo nazaj do tal in se zdaj spet po ritmu bomo delali eno kombinacijo. Torej, z izdihom pripelješ boke nazaj v half split, pol špago. Z vdihom prideš nazaj v low lunge. Izdih, pol špaga. Vdih, low lunge. Izdih, nazaj. Vdih, naprej. In še enkrat izdih, nazaj. Zdaj, če želiš, se mi lahko pridružiš v naslednji kombinaciji. V bistvu bomo samo dodali. Torej, lahko delaš to naprej, če ti je to dovolj.
Če pa ti ni, lahko spet še enkrat ponovimo isto stvar, torej low lunge, vdih, izdih, pol špaga. In z vdihom pridemo v high lunge in z izdihom v piramido. Okay? Torej samo stegneš obe nogi, si v piramidi. Vdih, spet pridemo v low lunge, izdih, pol špaga, vdih, high lunge, koleno pride stran od tal in izdih, piramida. Super. Pridemo nazaj v low lunge. Še enkrat dvignemo roke, malo sprostimo, hip flexorje. Super. Roke nazaj dol in stopiš nazaj na vse 4 ali v down dog. Tukaj poleg diha lahko opaziš še na hitrco zdaj razliko med nogami. Mogoče kakšna razlika, kaj opaziš, kje si, mogoče majčkeno manj zategnjen. Super. In ponovimo še z levo stranjo, torej stopiš z levo nogo naprej v low lunge. Si daš en vdih, en izdih. Z vdihom roke nad glavo, spet majčkeno raztegnemo desni hip flexor, to je tale mišica tukaj pri boku, na sprednjem delu. Z izdihom roke spet do tal in spet lahko delate z mano, lahko pa delate v svojem ritmu, torej ritmu svojega diha. Torej, z izdihom pripelješ boke nazaj, vdih, naprej v low lunge. Nadaljujemo to kombinacijo še 3-krat. Vdih, naprej, izdih, nazaj. Vdih, izdih. In še zadnjič ta kombinacija, vdih in izdih. In zdaj lahko nadaljuješ še 4-krat to isto kombinacijo ali tisto naslednjo. Torej, vdih, low lunge, izdih, pol špaga, vdih, high lunge in izdih, piramida. Vdih, low lunge, izdih, špaga. Vdih, high lunge in izdih, piramida. Ostanemo tukaj za trenutek dlje. In pridemo nazaj v low lunge. Lahko po želji spet roke majčkeno navzgor. Čutiš razliko med prvim low lungem in tem. Z izdihom roke na tla in lahko prideš v down dog ali na vse 4. Bomo v tej uri, v tej praksi naredili eno vinjaso, to bo zdajle.
Torej, če gre, prideš v down dog, prideš v plank, lahko na kolenih, noben problem. Chaturanga, torej prideš do ležečega položaja na trebuhu. Vdih, kobra ali, če želiš, up dog. In z izdihom prideš preko katerekoli variacije do down doga. Super. Sprehodiš se počasi do začetka blazine. In spet obvisimo za moment. En globok izdih naredimo. Če se da na glas. Torej, lahko še skupaj še enkrat. En vdih globok. In res na glas izdih. Super. Z vdihom pokrčiš kolena, se počasi zarolaš navzgor. Roke nad glavo. In izdih, roke pred srčni center, samastiti. To je spet moment, kjer najdeš svoj dih, poglobiš, umiriš svoj dih. Če želiš, spet uporabiš tisto krožno dihanje. Z vsakim izdihom probaš res sprostiti vsako mišico v tvojem telesu. Sprostiš obraz. Velikokrat zadržujemo nek stres, zategnjenost v obrazu. Torej, sprostimo čelo, sprostimo čeljusti. Potem pridemo navzdol, sprostiš stran od ušes svoja ramena. In sprostimo svoj trebušček, kar ženske dostikrat zategujemo noter. Torej sprostiš, pustiš, da zadiha. Daješ prostor globokemu dihu. Dovoliš, da res pride kisik v vse tvoje celice. Super. Z vdihom pripeljemo spet roke nad glavo. Z izdihom še enkrat presrčni center in bomo šli v en kratek drevo. Torej, prva variacija je, da nasloniš nogo, stopalo na svoj gleženj. Druga je nekje na sredino pod koleno ali, če želiš, prideš čisto do vrha v drevo. Čist popolno drevo je, ne vidite me, omečkan, je, da roke stegneš nad glavo. Torej, najdeš neko variacijo, ki ustreza tebi. Opa. Če padeš ven, noben problem, narediš vdih in izdih, prideš nazaj. Torej, najdeš svojo variacijo in najdeš pred sabo eno točko fokusa, ki ti pomaga pri ravnotežju. V tem momentu tista, ki želi, lahko naredi še Warrior 3, torej bojevnika 3, če naj pa ostaneš za teh nekaj momentov v drevesu. Torej, tista, ki želi z mano narediti bojevnika, pripelje nogo, koleno naprej pred sabo in potisne to isto nogo nazaj v bojevnika 3. To sta dve fini variaciji za fokus. Tukaj si spet pomagaš si z dihom, pomagaš si s tem fokusom, vidnim fokusom.
In izdih pridemo v stoječ položaj. Super, malo noge stresemo in z vdihom roke nad glavo. Izdih, roke pred srčni center, ponovimo na drugi strani. Torej leva noga, moja leva, odvisno kje ste delali, pride v tvojo verzijo drevesa. Najdeš svojo točko fokusa, res izdihneš. Probaš si v takih momentih tudi nekako sprostiti misli. Torej, če ti začnejo v takih pozah, ki so statične, misli nekako dirjati vse povsod. Se ti zdi, da mogoče predolg traja poza, da ti je mogoče nervozna ratuješ. V teh momentih si probaš spremeniti to narativo, to zgodbo, ojoj, predolgo je, nervozna sem, šla bi naprej. Si spremeniš v zgodbo, o super, imam čas, da naredim en globok vdih, globok izdih in spet pridem nazaj v svoj center. Super, Kira želi z mano narediti še bojevnika 3, pripelje koleno naprej, pred sabo in se spusti, torej z levo nogo potisne nazaj in se spusti v bojevnika 3. Najdeš fokus. In z izdihom pripelješ nogo do tal, pridemo spet v stoječ položaj. Vdih, roke nad glavo, izdih, pridemo v predklon. Vdih, podaljšaš hrbtenico, prideš na pol navzgor. Izdih navzdol in stopiš, skočiš, se sprehodiš, kakor želiš, na vse 4 in nazaj v pozo otroka. To je spet tvoj čas, tvoj moment, da svoj dih umiriš, ga poglobiš. Naslednjim vdihom prideš na vse 4. Stegnemo desno nogo nazaj, pride do tal, torej ne v zraku, lepo na tla. In zarolaš levo nogo navzven, tako da se tudi tvoje telo zarola proti desni in odpreš roko navzgor. Torej delamo eno tako lažjo variacijo odpiranja srčnega centra, mečkanje tudi backbenda, torej hrbtenico odpiramo. In z izdihom nazaj v sredino, nogo nazaj na vse 4. Si daš en moment in ponovimo na levi strani. Torej, levo nogo pripelješ nazaj, desno nogo zarotiraš navzven in se odpreš navzgor proti nebu.
izdihom prideš spet po isti poti nazaj v sredino. Se majčkeno s koleni sprehodiš naprej in se usedeš na svojo zadnjico. Zdaj bomo probali, vem, da ta poza ni za vsakega, mogoče ni primerna oziroma še dostopna čisto vsakmu. Tako da, če vam fire log pose ne bo šlo, pridete preprosto v metuljčka. Ampak lahko probate z mano. Torej, leva noga pride pred tabo, spodnji del noge je v paraleli z yoga matom. Pripelješ desno nogo, desni gleženj na levo koleno, če gre. Če si ostaneš tukaj, to je čisto dovolj. Če ti to paše, je to vse ok. Če gre, lahko počasi, nežno pritiskaš desno koleno navzdol, tako da se nogi nekako stakneta ena na drugo. Najdeš sredino in če opaziš, da ti je to tudi čisto udobno že, prideš lahko z rokami še naprej in se uležeš čez noge. Če te ta poza ne paše, če te kaj boli, kakorkoli, prideš v metuljčka preprosto in spet lahko najdeš v metuljčku verzijo, torej odstraniš svoje stopala toliko stran, da se lahko malo uležeš naprej. Kar je pa tudi super, je, če imaš kakšen polšter ali pa kakšno ogromno deko, kakor jo imam jaz tlele, v metuljčku si jo daš med noge in se preprosto sprostiš na deko, na polšter. Tako da ti je res udobno, da res najdeš neko udobje v tej pozi. Tako. Tukaj spet lahko majčkeno opazuješ, kako ti dih pomaga, mogoče iti centimeter oziroma milimeter globje v ta razteg. Mogoče milimeter globje, za milimeter bolj sprostiš telo, ne rabiš iti globje, noben problem. Lahko greš tudi majčkeno nazaj, torej poslušaš svoje telo in spet res uporabiš ta izdih, kar na glas, noben vas ne posluša, da res najdeš neko sprostitev, da nekako ta vsa stres gre ven iz tvojih mišic in se res lahko mogoče na neki točki uležeš čez svoje noge. Z dihom pridemo počasi nazaj iz te poze. In zamenjamo nogi. Oziroma, če si v metuljčku, lahko prideš nazaj, si greš po še en polšter, da ti bo še bolj udobno in se uležeš čez ta polšter naprej.
naslednjim vdihom spet počasi prideš ven iz poze. Pripelješ noge takole malo navzgor, lahko malo pomigaš levo, desno, malo potreseš noge. In naredimo še par windshield wipersov, torej, kako se to reče po slovensko? Brisalci, par brisalcev. Levo in desno pripelješ svoja kolena do tal. To je tudi fajn, ne samo za mogoče noge, ampak je fajn tudi za spodnji del hrbta. Torej, če vas kdaj boli spodnji del hrbta, mogoče probate tudi tole aktivno raztezanje. Super. Pridemo nazaj v sredino in se uležemo v našo zadnjo pozo, šavasano. Dam vam minutko, da si vzamete deke, se oborožite s polštri, kar je tudi ena ful lušna. Če si vzamete recimo 2 yoga bloka ali pa polšter, recimo, oziroma 2 polštra, pa si date pod kolena. Je tudi fajn za majčkeno razbremeniti hrbtenico, tako da si lahko lepo pod kolena date majčkeno bolj udobne, no. Lahko si pripeljete polšter takole, se uležete na njega, ne rabi biti samo glava, lahko je tudi, ne vem, nekako do sredine hrbta navzgor. Torej, najdete v svoje udobje v šavasani. Torej, počasi spet res umirjamo svoj dih. In pustimo svojemu telesu, da leži, težko pada na tla. Tvoje roke so težke, pustiš stopalom, da padejo mogoče majčkeno navzven. Vsak tvoj izdih je priložnost, da sprostiš mišice. Zavestno z vsakim izdihom sprostiš mišice v obrazu, rokah, nogah. Sprostiš ramena. Res pustiš, da tvoje telo samo je, samo leži. Z vsakim dihom si predstavljaš, kot da pride v tvoje telo pozitivna, sveža, čista energija. In z vsakim izdihom si predstavljaš, kot da negativna energija, nečistoče odhajajo iz tvojega telesa. Vsak vdih je poln svetlobe, poln bele, čiste luči, ki preplavi celotno tvoje telo. Vsak kotiček do tvojih prstov na rokah in nogah.
Z vsakim vdihom pripelješ to energijo v telo in ta energija z izdihom odstrani tvoj stres. Vsak izdih je priložnost, da se tvoj stres še bolj raztopi, odide stran od telesa. Tvoje telo je težko na tleh. Vse, kar potrebuje, je zgolj dih. Če ti mogoče uhajajo misli na kaj, kar moraš narediti jutri, danes, mogoče kaj si počela danes, preprosto reci tem mislim živjo, hvala, vidim te in jih z izdihom pustiš, da grejo naprej. Počasi prideš nazaj z mislimi v svoje telo, poglobiš svoj dih, opazuješ dviganje in spuščanje tvojega trebuha in prsnega koša. V telo povabiš rahlo gibanje, mogoče pomigaš s svojimi prsti na rokah, prsti na nogah, mogoče pomigaš z glavo. Pripelješ roke nad svojo glavo, raztegneš telo.
počasi, ko si pripravljena, prideš v sedeč položaj. Tvoje oči ostajajo zaprte. Opazuješ svoj naravno gibanje tvojega diha. Kako hladen zrak pride preko tvojih nasnic v telo in topel zrak zapušča tvoje telo. Še enkrat se opomniš, da sprostiš mišice na svojem obrazu, da sprostiš ramena stran od ušes, z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo in z izdihom pred srčni center se rahlo prikloniš sama sebi. Se zahvališ svojemu telesu, ki ti omogoča to čudovito gibanje. Se zahvališ sama sebi, ker si danes vzela čas za sebe, za svoje dobro počutje. In se zahvališ še eni stvari, za katero si hvaležna ali ti je danes polepšala dan. Hvala, namaste.